Pozdravljeni. Na vrsti je običajni komentar novic številka 30, kot se spodobi za 30. teden v letu 2021. Kot običajno pogledali si bomo izbor tistih najbolj zanimivih novic, katerim bom dodal moj osebni komentar. Vkolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v originalu citiranega članka, dobi vse bližnjice kot običajno v samem opisu tega prispevka. A da ne bomo predolgi, začnimo kar s prvo našo temo. Prva in najpomembnejša tema tega našega hitrega pregleda je novica, da je Red Bull podal zahtevo za revizijo odločitve glede nesreče v Silverstonu. Gre za pobudo, kot smo lahko brali na spletni strani motorsport.com 27.7. in tudi na mnogih drugih virih. Namreč pri Red Bullu morajo najprej predstaviti nove dokaze, nova dejstva, ki bi lahko pripeljala do drugačne odločitve. Najprej bodo pri FIA preučili, ali pri Red Bullu imajo te nove dokaze oziroma znajo predstaviti nova dejstva. Kolikor bo ta odločitev pozitivna, bodo šli pogledati, ali bodo spremenili odločitev ali pa ne. In zanimivo je tisto, kar smo lahko prebrali na spletni strani RaceFans, prav tako 27.7. Max Verstappen noče biti preveč vpleten v vse to dogajanje okrog obnovitve postopka. Namreč izgleda, da se je sam sprijaznil s tistim, kar se je zgodilo, in ne vidi smisla v tem, da bi Lewisu Hamiltonu zvišali kazen. In ja, bistvo te obnovitve postopka strani Red Bulla je to, da bi Lewisu Hamiltonu zvišali kazen. In dobil je tisto srednjo kazen izmed 5, v katerih lahko komisarji sploh izbirajo. Namreč imamo opomin, 5-sekundno kazen, 10-sekundno kazen, drive-thru in stop and go 10 sekund. A po mojem osebnem znanju imamo v zgodovini Formule 1 samo en primer, ko so po pritožbi kazen zvišali. Ogromno jih imamo takih, ko so kazen znižali. Ale kazen Eddieju Irvinu leta 1994 je bila povečana z 1 dirke diskvalifikacije na 3 dirke diskvalifikacije. S to pomembno pripombo, da se je takrat pritožila njegova ekipa Jordan. Ne vem, ne vidim kakih možnosti uspeha pri Red Bullu, kajti situacija je podobna tisti, ki smo jo videli na veliki nagradi Kanade 2019, ko je Ferrari skušal se nekaj pritoževati. A oni kakih novih dejstev niso imeli, da bi jih lahko predstavili komisarjem. In sedaj se lahko vprašamo, kaj želijo dokazati pri Red Bullu. Razen tega, da nimajo prav veliko športnega duha in da ne znajo izgubljati, ne vidim. Tu moram pripomniti, da zame osebno je pravi športnik tisti, ki je skromen ob zmagah in velikodušen ob porazih. O kaki velikodušnosti, o kakem sprejemanju, tudi malce manj naklonjenosti sreče, v tem primeru nisem videl niti sledu. A kot običajno gre za moj oseben komentar in moje osebno mnenje. V našem drugem sklopu se bomo ustavili pri novici, ki sem jo zasledil na uradni spletni strani Formule 1 f1.com. Prav tako 27.7. pred začetkom velike nagrade Madžarske smo izvedeli, da pri Alpinu so razvoj preusmerili 100% na sezono 2022.
Novica, ki je za marsikoga izjemno zanimiva. A rad bi pripomnil, da kdaj, če ne zdaj, naj bi naredili ta korak. Smo praktično na polovici sezone in ukolikor želijo biti uspešni v tistim novem obdobju, morajo začeti z delom sedaj. Po veliki nagradi Madžarske bo tudi tisto obvezno obdobje, ko bodo morali tovarne zapreti. Torej, večino razvojnega dela za naslednje dirke, in govorimo o veliki nagradi Belgije, veliki nagradi Nizozemske, veliki nagradi Italije, so morali že končati. Po teh 3 dirkah pa praktično se sezona v Evropi zaključuje. Ekipe gredo na tiste preostale dirke, videli bomo točno katere, z že narejenimi aerodinamičnimi paketi. Torej, kdaj, če ne sedaj, je pravi trenutek, da bi pri vseh ekipah naredili tak korak. Kot sem povedal, nič novega, nič presenetljivega, ampak samo zato, da se malce napihnjeno novico pokaže v pravi luči. Pojdimo rajši k 3. sklopu, kjer bo tudi nekaj zanimivega. V našem 3. sklopu se bomo zopet vrnili k Red Bullu in Maxu Verstappenu. Na spletni strani italijanske revije Autosprint sem lahko prebral 27.7., da Honda v svoji tovarni v Sakuri je pregledala pogonski sklop, ki je bil na bolidu RB16B v Silverstonu. A niso z gotovostjo prepričani, da ni poškodovan. Pogonski sklopi Formule 1 so zapečateni in ukolikor bi hoteli pri Hondi biti z gotovostjo prepričani, da je vse v redu, bi ga morali razstaviti, ampak tako bi prelomili tiste pečate in na koncu bi bil pogonski sklop neuporaben. Potrebno bo počakati proste treninge, da bodo videli, ali bo pogonski sklop izdržal ali ne. Med tistimi glavnimi elementi smo pri številki 2. Torej, kolikor bi bili prisiljeni v menjavo, to še ne pomeni takoj kazenskih mest, ampak sezona je še dolga, smo skoraj na polovici. In tudi to, da ukolikor bi sedaj vgradili naprimer 3. motor z notranjim izgorevanjem, še ne pomeni, da nekje v nadaljevanju ne bi videli drugega vgrajenega na Red Bullu Maxa Verstappena. Dobra novica je ta, da bodo pogonski sklop porabili na prostem treningu. To pomeni, da kar se tiče tistega, kar so lahko pregledali, je z elementi vse v najlepšem redu. A malce so previdni in hočejo videti na sami progi, če ne bi slučajno senzori zaznali kakšne nepravilnosti. A pred nami je velika nagrada Madžarske in takoj bomo vsi skupaj ugotovili, ali je s pogonskim sklopom Maxa Verstappena vse v najlepšem redu ali ne. V našem zadnjem 4. sklopu se bomo pa ustavili pri skuderiji Ferrari in tistem, kar sem zasledil na spletni strani skuderija Fans. 2 članka, ki sta nekako eden nasproti drugemu. Govorimo zopet o veliki nagradi Madžarske, prihajajoči dirki svetovnega prvenstva Formule 1. Po eni strani na članku skuderije Fans lahko zasledimo, kako je možno, da bi se nekdo iz skuderije Ferrari priboril mesto na zmagovalnem odru, po drugi strani pa to, da proga v Hungaroringu je vse prej kot idealna za bolid skuderije Ferrari. Na dirki za svetovno prvenstvo Formule 1 se lahko zgodi marsikaj. Videli smo na prejšnji veliki nagradi Velike Britanije.
proga na Madžarskem je drugačna od tistega, kar smo videli naprimer v Monaku ali v Azerbajdžanu. Gre za progo, ki zahteva obilico aerodinamičnega oprijema. Nima toliko tistih ravnin, kot ima ovinke, pri katerih je pomembna hitrost. In prav zaradi tega bomo težko videli konkurenčnega Ferrarija. Kolikor se spomnimo malce za nazaj, so bili pri Ferrariju izjemno uspešni na Madžarskem leta 2017, ko so imeli možnost zmagati z Sebastianom Vettelom, ki je imel okvaro na krmilnem sistemu. A ko so zamenjali koncept, so se zadeve obrnile. Zaostanek minute za zmagovalcem ni bil nič presenetljivega. In govorimo o sezonah 2018, 2019, 2020, tako ali drugače je bila porazna sezona. In kaj bi se lahko zgodilo v sezoni 2021? Seveda, pri Ferrariju lahko pridejo na zmagovalni oder. Tako po svojih zaslugah, kot tudi po zaslugah nasprotnikov, če bodo odstopili. Če pogledamo malce realno situacijo, bi bilo tretje mesto res malce visoko pričakovanje navdušencev in predvsem navijačev Scuderie. A kar se tiče našega običajnega komentarja novic, je za danes to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.